Na srečanje s papežem Frančiškom je danes prišel Abuna Matijas I., patriarh Etiopske pravoslavne cerkve Tevahedo. Papež je med srečanjem spomnil na dosedanje sodelovanje med obema cerkvama, v ospredje pa med drugim postavil ekumenizem mučencev. Abuna Matijas I. je bil za patriarha izvoljen natanko pred 3 leti, 28. februarja 2013, ko je nasledil Abuno Pavlosa, in ravno nanje je papež Frančišek spomnil na začetku svojega govora, ko je želel izpostaviti krepitev bratskih vezi med katoliško cerkvijo in etiopsko pravoslavno cerkvijo Tevahedo. Patriarh Abuna Pavlus se je leta 1993 v Vatikanu srečal s svetim Janezom Pavlom II., junija 2009 pa z Benediktom XVI. Ta je patriarha tudi povabil, da je oktobra istega leta bil poseben gost drugega zasedanja škofovske sinode v Afriki, na kateri je govoril o razmerah na afriški celini in izzivih afriških narodov. V starodavni cerkvi je namreč bila splošna navada, da je cerkev poslala svoje predstavnike na sinode drugih cerkva. Ta čut za eklezialno povezanost se je prav tako jasno pokazal na pogrebnih slovesnostih Abune Pavlosa, kjer je bila navzoča tudi posebna delegacija Svetega sedeža. Od leta 2004 so katoliška cerkev in vzhodne pravoslavne cerkve skupaj iskale načine za poglobitev občestva s pomočjo teološkega dialoga, ki ga je gojila in razvijala mednarodna komisija. Papež Frančišek je izrazil veselje ob vedno večjem sodelovanju etiopske pravoslavne cerkve Tevahedo v tem dialogu.